Institucionalni vlagatelji vložili kar milijardo dolarjev v kripto, Ethereum vodi. V drugih novicah pa tudi BlackRock pripravlja Bitcoin ETP v Evropi, tokenizacija nepremičnin se vedno bolj bliža in Grayscale je vložil zahtevo za Cardano ETF. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Vlagatelji so v preteklem tednu v kriptoinvesticijske produkte vložili več kot 1 milijardo dolarjev, kar kaže na nadaljevanje zanimanja kljub padcem cen. Skupni prilivi v letu 2024 so dosegli že 7,3 milijarde dolarjev, čeprav so nedavni padci cen zmanjšali skupno vrednost sredstev v kriptoskladih na 163 milijard dolarjev, kar je manj od januarskega vrha pri 181 milijardah dolarjev. ZDA so imele največji delež vlaganj, kar 1 milijardo dolarjev, sledile so Nemčija 61 milijonov, Švica 54 milijonov in Kanada 37 milijonov. Ethereum je prvič letos prehitel Bitcoin po prilivih, saj je privabil 793 milijonov dolarjev, medtem ko je Bitcoin prijel 407 milijonov dolarjev. Med altcoini je bil XRP najbolj priljubljen z 21 milijoni dolarjev prilivov, sledila sta mu Solana 11 milijonov in Sui 4 milijone dolarjev. Ja, pametni denar kupuje poceni. Po uspehu njihovega ameriškega IBIT Bitcoin ETF-a, ki je zbral 57 milijard dolarjev sredstev, se BlackRock pripravlja na lansiranje Bitcoin ETP v Evropi. Po poročanju Bloomberg bo novi ETP registriran v Švici, trženje pa naj bi se začelo še ta mesec. To bo prvi tovrstni sklad BlackRocka zunaj Severne Amerike. BlackRock že aktivno širi svojo ponudbo kriptoproduktov. Januarja je lansiral nov Bitcoin ETF v Kanadi, kar je omogočilo kanadskim vlagateljem dostop do ameriškega sklada. Skupni prilivi v ameriške Bitcoin ETF sklade so v letu 2024 presegli 35 milijard dolarjev, analitiki pa pričakujejo, da bodo leta 2025 pritegnili dodatnih 48 milijard dolarjev. Wow, ti zneski so naravnost nori. Všečkaj video, če so ti naše novice do zdaj všeč, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednje epizode. Blocksquare, blockchain platforma za nepremičnine, je v Luksemburgu lansirala nov sistem za tokenizacijo nepremičnin, ki je skladen z evropskimi predpisi MiCA. Novi okvir omogoča lastnikom nepremičnin, da tokenizirajo ekonomske pravice do svojih nepremičnin, kar vlagateljem omogoča neposredno pravno upravičenje do vrednosti premoženja. Direktor podjetja Denis Petrovčič pravi, da ta inovacija združuje blockchain tehnologijo s tradicionalnimi pravnimi zaščitami, ki so jih do zdaj uporabljale predvsem banke. Tokenizacija nepremičnin odpira vrata manjšim vlagateljem, saj omogoča delno lastništvo in večjo likvidnost nepremičninskih sredstev. Po ocenah strokovnjakov bi lahko trg realnih sredstev do leta 2030 zrastel za kar 50-krat in dosegel vrednost 30 bilijonov dolarjev. Kaj si vi mislite o tokenizaciji nepremičnin? Komentirajte spodaj. New York Stock Exchange, ARKA, hčerinska družba New York Stock Exchange, je pri SEC vložila zahtevo za odobritev prvega spot Cardano ETF-a v imenu Grayscale Investments. Če bo odobren, bo vlagateljem omogočil izpostavljenost ADA brez neposrednega nakupa, kar bo olajšalo dostop do gibanja cene Cardana prek tradicionalnih borznih računov. Vložitev zahteve je del širšega trenda širitve kripto ETF-ov v ZDA. V zadnjih tednih so vlagatelji oddali zahteve tudi za Litecoin in Solana ETF, analitiki pa ocenjujejo, da ima Litecoin ETF 90% možnost odobritve do konca leta. Grayscale prav tako načrtuje pretvorbo svojih Solana in XRP skladov v ETF-e, kar
kaže na vse večje zanimanje institucij za alternativne kriptovalute poleg Bitcoina in Ethereuma. Regulatorna negotovost še vedno ostaja, saj SEC ni naklonjen odobravanju ETF-ov za vse kriptovalute. Vendar pa se po lanskem sprejetju spot Bitcoin ETF-ov odpira možnost, da bodo regulatorji s časoma dovolili širši nabor kriptoinvesticijskih produktov. Seveda, ultimativni sodnik vseh teh ETF-ov bo na koncu interes trga. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.